Zdaj pa k prijetnejšim temam. Kot vsako leto je tudi letos mnogo Slovencev že pred meseci rezerviralo in tudi plačalo svoje poletne počitnice. Ker na nekatere destinacije ne bo mogoče potovati, jih seveda zanima, kaj se bo zgodilo z že vplačanim denarjem. Potniki, ki so vplačali kakršnekoli potovanja, bodo za isto vsoto, kakor so jo vplačali, dobili vrednostnice, ki jih bo izdala njihova agencija in jih bodo lahko porabili v naslednjih 12 mesecih po izteku epidemije. Rešitev zveni dobra. Razen če potovanje v tujino tudi po izteku epidemije še nekaj časa ne bo dovoljeno. Potem si boste lahko za enak znesek, kot ste ga odšteli za tedenski oddih na grških otokih, privoščili mesečni dopust v avtokampu Ježica. Zelo podoben predlog za rešitev turizma je podal tudi gospodarski minister Počivalšek, in sicer, da bi slovenski državljani letos namesto regresa prejeli bone za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih. Tudi po tem predlogu bi se Slovenci letošnje poletje namesto v Savudriji gnetli v Žusterni. Dajmo samo upati, da bodo letos tam imeli navadno vodo in ne samo tiste z okusom. Željo ministra Počivalška po tovrstni rešitvi slovenskega turizma sicer razumemo, teže pa jo bodo razumeli tisti, ki regres namenijo za nakup osnovnih potrebščin. Ti bodo po Počivalškovem predlogu letos lačni, ampak če gledamo z pozitivne strani, bodo vsaj lačni na morju. Še teže pa bo tako izplačilo regresa razložiti tistim, ki ga ponavadi zapravijo v lokalni gostilni. Razen, če se ta preimenuje v kmečki turizem in ponudi vikend oddih za 2 osebi. Tebe in tvojega kolega. Kam bomo letos šli na dopust, torej še ni znano, vemo pa, da bomo pri izbiri destinacije imeli drugačno vprašanje, kot če je pier dost hladen pa voda dost topla. Zagotovo bo pa najbolj pomembno predvsem komunicirati dejstvo, da je destinacija varna, da je ta sprejela ukrepe za zaščito tako gostov, kot seveda tudi zaposlenih. Do sedaj, ko smo pomislili na dopust in zaščito, smo mislili predvsem na kondome in sončno kremo. Zdaj bomo morali pa poleg faktorja zaščite na soncu upoštevati še faktor tveganja v senci. Zanimalo nas bo torej, ali je bila hotelska soba pred našim prihodom temeljito razkužena, ali je sobarca pri tem nosila masko in najpomembneje, ali je ta hotel že prepovedal vstop Italijanom. Okolikor pa se bomo lahko že letošnje poletje zopet množično podali na dopust k našim južnim sosedom, pa znamo naleteti na precejšnjo gnečo. Saj tudi hrvaška vlada razmišlja o razdelitvi vrednostnih bonov svojim državljanom. V tem primeru bi nekateri Hrvati prvič obiskali svoje morje, Slovenci pa bi ugotovili, če so hrvaški natakari nesramni tudi do njih. In če Slovenci ter Hrvati zaenkrat zgolj razmišljamo o možnih rešitvah za prihajajočo turistično sezono, so naši zahodni sosedje Italijani svetlobna leta pred nami. Eno izmed podjetij tako predlaga, da bi plaže opremili s pregradami iz pleksi stekla in aluminija, ki omogočajo, da se ljudje vidijo, nimajo pa kontakta z drugimi. Boksi so visoki 2 metra, široki 4,5 metra in imajo posebna vrata. Prostor naj bi bil dovolj velik za 2 ležalnika in dežnik. Prav ste slišali, Italijani bi svoj turizem rešili tako, da ljudi namestijo v tople grede. Tak prostor je idealen za sončenje. Še bolj idealen pa za sončarco. Ta ukrep bo pri naših zahodnih sosedih pomagal zmanjšati tudi brezposelnost, saj bodo poleg reševalcev iz vode na plaži po novem obvezni tudi reševalci iz pleksi stekla. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.